Funkcionalna pismenost v družbi znanja. Pripravlja doktorica Maja Meskec. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, dobrodošli ponovno med nami. Izpred mikrofona Radia Trst A se vam po tednu dni spet oglaša Maja Meskec in nadaljevali bomo z nizom oddaj na temo pismenosti, teme, ki smo jo v glavnih obrisih že nakazali v naši prvi oddaji. Pismenost je večplasten pojem, ki ga preučujejo mnoge humanistične in družboslovne vede, kar je privedlo do oblikovanja več definicij. Meddisciplinarna področja, ki se posvečajo preučevanju pismenosti, prištevamo lingvistiko, sociolingvistiko, sociologijo, antropologijo, etnologijo, psihologijo, filozofijo, semiotiko, literarno teorijo in seveda tudi pedagogiko in andragogiko. V ožjem pomenu enačimo pismenost z branjem in pisanjem, s tako imenovano alfabetsko pismenostjo, ki je posledica opismenjevanja med obveznim šolanjem. Opismenjenost in pismenost pa nista enakovredna pojma. Sicer so se številne interpretacije pojma pismenosti razvile iz začetnega pojmovanja pismenosti zgolj kot skupka osnovnih operacij branja in pisanja. Posledica take interpretacije je bilo dihotomno pojmovanje realnosti ter ločevanje med pismenimi in nepismenimi posamezniki. Z tega izhodišča so se interpretacije razvijale v smeri širšega pojmovanja pismenosti, kot skupka znanja in kompetenc, ki jih posameznik potrebuje v vsakdanjem življenju, kar zajema več področij, na primer pisanje, branje, računalniške in druge kognitivne kompetence. Tovrstne interpretacije pojma pismenosti izhajajo iz dejstva, da pomeni v sodobni družbi izraz pismenost veliko več kot obvladovanje spretnosti branja in pisanja preprostih stavkov. Preprosto in nestrokovno pojmovanje pismenosti pa sloni na prepričanju, da je pismen vsakdo, ki se je šolal. Novo pojmovanje pismenosti, za katero se v strokovni literaturi uporablja tudi izraz funkcionalna pismenost, obsega obvladovanje temeljnih kompetenc, ki omogoča učinkovito sodelovanje v družbenem življenju in osebnostni razvoj. Pri sodobnih raziskavah o funkcionalni pismenosti, ki so bile izvedene v Sloveniji, je bila sprejeta sledeča definicija funkcionalne pismenosti. Taka funkcionalna pismenost odraslega pomeni, da ima posameznik tisto temeljno znanje in spretnosti, ki so potrebne za njegovo uspešno delovanje v življenju. Skratka, ki zadostujejo za njegov družbeni, delovni in osebnostni razvoj. Temeljno znanje in spretnosti pa so razumevanje in uporaba pisnega gradiva, razumevanje in uporaba dokumentov, zmožnost računanja s 4 osnovnimi računskimi operacijami ter procentnim računom in socialna komunikacija v vsakodnevnem življenju v širšem in ožjem družbenem okolju, v družini, na delovnem mestu in socialnem krogu. Področja, na katerih lahko posameznik uspešno deluje z uporabo navedenih sposobnosti, so družina, družbeno okolje in delovno mesto. V informacijski družbi predstavlja funkcionalna pismenost začetno stopnjo osebne usposobljenosti za življenje v sodobni družbi, kjer se morajo posamezniki nenehno učiti in napredovati, da ne bi zaostajali z okoljem, ki postavlja vse višje zahteve. Alfabetska pismenost pa predstavlja za države v razvoju in posledično za celotno človeštvo pereč nerešen problem. Po ocenah UNESCO je približno petina odrasle svetovne populacije nepismena. Večji delež le-te živi v državah jugozahodne Azije, subsaharske Afrike in v arabskih državah. Stopnja pismenosti se tu giblje okoli 60%
in je nižja med pripadniki ženskega spola. Nepismenost sovpada z visoko stopnjo revščine. Podatki UNESCO kažejo tudi na dejstvo, da navkljub uveljavljanju obveznega šolstva ostaja nepismenost nerešen problem. In to ne samo v državah v razvoju, saj zaslediti deleže nepismenega prebivalstva tudi v razvitih državah. Če ostaja opismenjevanje in alfabetska pismenost problem v manj razvitih državah v razvoju in obrobnih družbenih skupinah, predstavlja funkcionalna pismenost problem tudi za razvite države. Novi socialni, kulturni, ekonomski vzorci, nova tehnologija in sodobna komunikacija postavljajo posameznika pred potrebo po novem znanju in novih kompetencah, ki si jih med šolanjem ni pridobil ali pa so zaradi neuporabe okrnjene. Funkcionalno nepismena oseba se je v šoli sicer naučila branja, pisanja in računanja, vendar sistem v vsakdanjem življenju ne zna pomagati, zaradi česar se ni sposobna primerno odzivati okolju, kar posledično privede do dejstva, da zaostaja pred izzivi sodobne družbe. Problem oseb z nizko stopnjo funkcionalne pismenosti je postal bolj občuten ob prehodu v postindustrijsko družbo in posledičnem problemu novih brezposelnih. Najbolj prizadeti so bili manj izobraženi, ki so bili tudi najmanj sposobni, da bi sami reševali nastali položaj. Usposobljeni so bili za delo v proizvodnji, pri stroju in težko so se prilagajali uvajanju nove tehnologije, novi organizaciji dela in zahtevnejšim delovnim nalogam. Spremembo družbeni ureditvi in gospodarstvu posamezniku nalagajo odgovornost, da se nanje samostojno odziva. Temu pa je težko kos, če je funkcionalno nepismen. Kot izhaja tudi iz podatkov raziskave Organizacije za ekonomsko sodelovanje in razvoj OECD, na mednarodni ravni imajo odrasli, ki dosegajo nižje ravni pismenosti, bistveno manj priložnosti za delo. Tudi podatki za Slovenijo, zbranimi iz raziskave pismenost odraslih in udeležbe odraslih v izobraževanju, potrjujejo, da pismenost določa posameznikove zmožnosti na trgu dela. Odrasli z najnižjimi pismenimi dosežki so pogosteje brezposelni kot odrasli z višjimi pisnimi dosežki. V državah Evropske unije je problem nizke stopnje funkcionalne pismenosti prisoten zlasti med osipniki in mlajšimi odrasli, ki niso končali šolanja in si niso pridobili temeljnega znanja, med nekvalificiranimi industrijskimi delavci brez izobrazbe in nezaposlenimi, katerih znanje ne ustreza več delovnim potrebam. Za postindustrijske družbe je namreč značilno, da se veča delež komunikacij in družbene interakcije, ki se odvija v pisni obliki. Vloga pismenosti se je torej okrepila. Zmožnost upravljanja in uporabe informacij postajajo v informacijski družbi pogoj za preživetje. Pisno gradivo preveva celotno družbeno življenje in postaja vse zahtevnejši. K temu je prispevala birokratizacija, ki je zajela tudi delovno sfero posameznikov. Današnja informacijska družba prinaša različne vrste in oblike informacij, številčne, slikovne, besedne in druge. Zato se za uspešno delovanje v družbi od posameznika zahtevajo razumevanje, tvorjenje in uporaba različnih vrst informacij, ki ga obkrožajo in se z veliko hitrostjo množijo. Funkcionalna pismenost postaja torej predpogoj za stalno soočenje z novimi informacijami različnih vrst. Mednarodna organizacija za ekonomsko sodelovanje in razvoj OECD poudarja, da komunikacijska in tehnološka revolucija, ki smo jim priča v zadnjem desetletju, potrjujeta premoč pisnega sporočanja oziroma pisane besede kot dominantnega sredstva sporočanja, prevlade elektronske pošte nad telefonskim sporočanjem, nakupovanje prek interneta in podobno. Med najpomembnejše dejavnike za razvoj pismenosti se v strokovni literaturi prištevajo izobraževalni sistem ter dejavnike socioekonomskega in sociokulturnega značaja, kot so na primer družina, življenjski slog posameznikov in družinskih članov, družbeno okolje in delovno mesto.
Z vidika pismenosti so nekatere skupine prebivalstva bolj ogrožene kot druge. Posameznikom, ki dosegajo nižjo stopnjo funkcionalne pismenosti, je skupno, da so manj izobraženi, z največ srednjo poklicno šolo, se ne vključujejo v izobraževanje oziroma se ne želijo izobraževati in ne izkoriščajo v zadostni meri možnosti za učenje, ki jim jih nudi življenjsko in delovno okolje. Podatki že omenjene raziskave, ki se nanašajo na Slovenijo, potrjujejo 4 dejavnike, ki so se med slovensko populacijo izkazali za statistično zelo pomembne pri pojasnjevanju stopnje odstopanja v rezultatih. To so izobrazba, starost, izobrazba staršev in zaposlitveni položaj. Opazen je torej tudi medgeneracijski vpliv na pismenost. Mladi s šibkim socialnim ozadjem in nizkim socialnim kapitalom izkazujejo nižje pisne dosežke. Obenem se tudi odrasli z najnižjimi pisnimi dosežki najmanj vključujejo v izobraževanje, kar predstavlja sklenjen krog. Na mednarodni ravni pa je poleg teh dejavnikov omenjen tudi materni jezik, saj so pripadniki etničnih manjšin dosegli nižje testne rezultate. Pojav nepismenosti in funkcionalne nepismenosti strokovna literatura obravnava kot proizvod socialnih, kulturnih, gospodarskih in političnih razmer. In ne zgolj kot posledico pomanjkljivega izobraževanja ter dejstva, da se znanje pridobljeno v šoli pogosto pozabi. Kajti ni dovolj vlagati v začetno pismenjevanje, saj se za velik del populacije razvitih držav pojav nepismenosti pojavlja ravno zaradi opuščanja rabe pismenosti po šolski dobi. V 70. letih so z rezultati raziskav prišle na dan prve ugotovitve, da je tudi dokajšnje število mlajših odraslih, ki so zaključili obvezno šolanje, v zelo skromni meri sposobno branja in pisanja. Postopoma se je utirala podzavest, da pismenost in funkcionalna nepismenost ne zadevata samo revnih slojev, priseljencev in tistih, ki jih je šolski sistem izločil, temveč tudi odraslo in starejšo populacijo, in da preureditev obveznega šolanja ne predstavlja zadostne rešitve. Potrebno je vlagati tudi v izobraževanje odraslih. Ugotovili so tudi, da pismenost ni izključno individualen pojav oziroma problem, temveč družbeni fenomen, ki se razvija vzporedno z družbo in njenimi zahtevami po aktivni participaciji. Vlaganje v opismenjevanje je torej zaman, če se ne vlaga tudi v ohranjanje in urjenje pisnih kompetenc. Na ohranjanje omenjenih kompetenc pa vplivajo dejavniki iz okolja, v katerem posameznik živi, v sklopu katerih se udejanjajo kulturne prakse, ki pismenost podpirajo. V svoji raziskavi Lezeman na primer ugotavlja vpliv sociokulturnih dejavnikov okolja, v katerem posameznik odrašča. Leti v večji meri določajo in vplivajo na njegove sociokulturne prakse v odrasli dobi in celo presegajo vpliv formalnega izobraževanja v smislu stopnje šolanja. S preučevanjem korelacije med kulturnimi praksami, ki pripomorejo k razvoju pisnih kompetenc v otroštvu in odrasli dobi, razvije Lezeman svoj konceptualni model. Za otroško dobo upošteva dejavnike, kot so pismene prakse v družini, bralne prakse in dekontekstualizirano komuniciranje. Za odraslo dobo upošteva sledeče spremenljivke: branje knjig, branje časopisov, formalno pisanje, dekontekstualizirano komuniciranje in kulturno participacijo. Vpliv zadnje kategorije dejavnikov lahko presega vpliv stopnje izobrazbe pri ohranjanju in razvijanju pisnih kompetenc. Po ocenah Organizacije za ekonomski razvoj in sodelovanje OECD dosega dobra tretjina svetovne populacije nizko stopnjo funkcionalne pismenosti in je torej neusposobljena za učinkovito delovanje v sodobni družbi. Iz empiričnih raziskav izhaja spoznanje, da gredo pisne kompetence v pozabo in da okrnijo, če jih ne uporabljamo redno. Ljudje postajajo funkcionalno nepismeni postopoma. Razmerje med starostjo in upadanjem pisnih kompetenc je razvidno tudi s podatkom mednarodne raziskave Adult Literacy and Life Skills Survey pod okriljem Organizacije za ekonomski razvoj in sodelovanje. Rezultati glede bralnih in pisnih kompetenc so veliko slabši pri starejših skupinah,
kar obenem dokazuje, da premajhno povpraševanje po pisnih kompetencah v kasnejših letih vodi do izgube precejšnjega deleža le-teh, ne glede na izobrazbeno raven posameznika. Trend potrjujejo tudi podatki omenjene raziskave izvedene v Sloveniji. Slabše pismenosti ne pogojuje le nižja izobrazba. Če odrasla oseba nima priložnosti za razvijanje in ohranjanje pisnih spretnosti, se kondicija za pisanje z leti zmanjšuje, ne glede na izobrazbo. Funkcionalna pismenost v družbi znanja. Preučevanje in pogledi. O raziskovanju stopnje funkcionalne pismenosti v Sloveniji in programih za razvijanje funkcionalne pismenosti se bomo v nadaljevanju pogovorili s predstavnico Andragoškega centra Slovenije. Andragoški center je že 20 let osrednji javni zavod za raziskovanje in razvoj na področju izobraževanja odraslih v Sloveniji. Pred mikrofon smo povabili magistrico Ester Možina, ki neposredno spremlja to področje. Torej, dober dan in dobrodošli v oddaji. Na Andragoškem centru se že vrsto let posvečate funkcionalni pismenosti. Kdaj in kako se je porodil interes oziroma potreba po poglobitvi te tematike? Lep pozdrav vsem poslušalcem iz Ljubljane. Sem prav vesela tega vprašanja. Torej, strokovno delo na področju funkcionalne pismenosti odraslih je zelo povezano z Andragoškim centrom Slovenije in bi rekla, da sega tja 22 let nazaj. In sicer v čas, ko je bil Andragoški center ustanovljen. Seveda pa je povezano tudi z mojo osebno delovno kariero, saj sem v bistvu se kmalu po ustanovitvi zaposlila na Andragoškem centru Slovenije kot mlada raziskovalka in strokovna sodelavka prav na tem področju in na področju pismenosti odraslih v bistvu delam še danes. Tako da na vprašanje lahko odgovorim tako rekoč iz prve roke. Tako bi v grobem jaz ta čas zadnjih 22 let razdelim na dve obdobji. Se pravi, prvo obdobje obsega 90. leta, ko so na problem začeli opozarjati znani slovenski andragogi. Drugo obdobje pa zaznamuje čas po letu 2000, ko smo dobili prve rezultate o funkcionalni pismenosti in takrat je postalo jasno, da v Sloveniji problem vendarle imamo s funkcionalno pismenostjo odraslih. Pa zdaj, če najprej povem nekaj besed o tem prvem obdobju, pa o drugem obdobju mogoče malo kasneje. Torej, govorila pa bom tudi o konkretnih imenih, ker je resnično bilo odvisno samo od predanih posameznikov, da se je v Sloveniji to področje sploh ohranilo. Tako bi rekla malo za hec, pa za zgodovino je pomembno, da se pove, da je na to prva začela opozarjati znana slovenska andragoginja in vizionarka, tako rekoč na področju izobraževanja odraslih, dr. Ana Krajnc, in sicer že konec 80. let. Bila je v bistvu prva, ki je o problemu v Sloveniji javno spregovorila na neki konferenci, ko je podala oceno, da je v Sloveniji 60% odraslih funkcionalno nepismenih. In takrat na tem dogodku so jo malo da ne zasmahovali, češ v Sloveniji pa že nimamo problema s pismenostjo odraslih, ja pa dajte saj imamo odlično šolstvo, pa se je že osnovno šolo uvedla Marija Terezija in podobno. Torej, kakorkoli, področje funkcionalne pismenosti je bilo v tistem času prepoznano kot eno od prezrtih področji izobraževanja odraslih v Sloveniji in ko je bil leta 1991 ustanovljen Andragoški center Slovenije, je bilo področje funkcionalne pismenosti vpeljano kot eno od temeljnih področji dela na centru. Dolgo let ga je na Andragoškem centru zelo prizadevno vodila in usmerjala gospa Olga Drofenik. Prav tako pa se mi zdi pomembno, da je to področje denarno podprl sektor za izobraževanje odraslih na Ministrstvu za izobraževanje in s tem tudi zagotovil razvojno in izobraževalno delo na tem področju. V tistem času ga je vodil gospod magister Jože Miklavc, ki je imel res izrazit posluh za novosti v izobraževanju odraslih in tudi za ranljive skupine odraslih. Pri pripravi gradiv in kasneje pri izvajanju programov pa je sodelovala Zveza ljudskih univerz Slovenije s svojimi članicami.
No in kaj so pokazale prve raziskave? Bi kar začela s tem, se pravi, kot sem omenila, je andragoginja Ana Krajnc kar vizionarsko ocenila, da ima v Sloveniji problem s funkcionalno pismenostjo 60% odraslih. Do te ocene je prišla na podlagi podatkov o osipov mladih iz obveznega šolanja ter poklicnih in srednjih šol. Menila je, da si ti niso pridobili ustreznega znanja ali pa je to neuporabno bilo, ter podatkov o nekvalificiranih delavcih brez izobrazbe ali brezposelnih, katerih znanje je bilo zastarelo in ni ustrežalo več takratnim družbenim in delovnim potrebam. V bistvu prvo raziskavo in testiranje pismenosti odraslih je Andragoški center izvedel leta 1992 in sicer na skupini mlajših odraslih, starih do 26 let. In to je prvi meni znani poskus, da bi izmerili raven pismenosti v Sloveniji med odraslimi. Ampak seveda kljub številnim omejitvam v metodologiji in v vzorcu so se potrdile naše bojazni, kajti številni mladi brez poklicne in strokovne izobrazbe so imeli velike težave pri branju v bistvu dokaj preprostih besedil in pri računanju, se pravi recimo branju zemljevida, pisanju prošnje za delovno mesto, pri računanju popustov v trgovini. Torej, ampak rezultati so nas v bistvu utrdili v prepričanju, da imajo mladi težave s pismenostjo, čeprav so pred kratkim zapustili šolske klopi. Povedati pa je tudi treba, da so nas na težave s pismenostjo pri odraslih začeli opozarjati tudi učitelji v izobraževanju odraslih, ki so to opažali pri izobraževalnem delu na različnih stopnjah izobraževanja, pa tudi posamezni delodajalci. Zdaj, samo na osnovi povedanega ni bilo mogoče bolj natančno oceniti obsega in narave problema, potem recimo določiti, katere skupine odraslih so bolj ranljive z vidika pismenosti, kako se pismenost razvija in ohranja v odrasli dobi in številna druga vprašanja. To je po mojem mnenju poglavitni razlog, da ni bilo pravega posluha za večji obseg izobraževanja odraslih na področju pismenosti v tistem času, se pravi v 90-ih letih. Naj poslušalcem še omenim, da je bila doktorica Ana Krajnc gostja naše prve oddaje. No, v nadaljevanju pa ste bili kot Andragoški center udeleženi tudi v mednarodnih raziskavah o funkcionalni pismenosti. Kako pa je potekalo to raziskovanje? Torej res je. Slovenija se je leta 1998 vključila v prvo mednarodno raziskavo pismenosti odraslih, ki je potekala pod okriljem OECD. Mimogrede bi povedala, tudi Italija je takrat sodelovala pri tej raziskavi. Raziskavo je v Sloveniji izpeljal Andragoški center Slovenije in tako bi rekla, da takrat ni bilo povsem enostavno zagotoviti udeležbo Slovenije v raziskavi, ker nismo bili članica OECD. Še težje je bilo prepričati ministrstva v Sloveniji odgovorna za raziskovanje, da je taka raziskava sploh potrebna. Tako bi rekla, Andragoški center je javni zavod, ne delujemo v sestavi ministrstva in pogosto se na nas gleda, kot da zagovarjamo neke parcialne koristi. Vendar kot javni zavod seveda zagovarjamo javno dobro in pri tem izpostavljamo tista področja izobraževanja odraslih, ki terjajo prav posebno družbeno skrb in za katera menimo, da absolutno ne smejo biti prepuščena trgu. Eno od teh področij je izobraževanje in usposabljanje ranljivih in marginalnih skupin. Raziskave pismenosti nedvomno razkrijejo, katere so z vidika pismenosti najbolj šibke skupine odraslih. No, tako bi rekla, da oboroženi s podatki potem lažje vplivamo na odločitve načrtovalcev politik, dobimo pa tudi novo znanje, ki nam pomaga, da načrtujemo nove oblike in metode, nove programe izobraževanja odraslih. No in kako se je Slovenija izkazala v mednarodnem merilu? Rezultati prve mednarodne raziskave pismenosti odraslih leta 1998, pri kateri je sodelovala Slovenija, so presenetili in šokirali raziskovalce, še bolj pa strokovno in širšo javnost. Rezultati so bili objavljeni leta 2000 v mednarodnem poročilu OECD in pokazali so, da 70% odraslih v Sloveniji, starih med 16 in 65 let, ne dosega mednarodnega povprečja v pismenosti, da nima zadostnih znanj na področju branja, pisanja in računanja, ki je potrebno za današnji čas. Torej med 20 državami se je Slovenija uvrstila med zadnje 3 države, se pravi skupaj s Čilom in Madžarsko. Torej,
V Sloveniji se je pokazalo, da so razlike med družbenimi skupinami glede na raven pismenosti, ne? In med skupinami, za katere se je pokazalo, da ima večje težave na tem področju, bi omenila naslednje. Torej, to so mlajši odrasli, ki zgodaj zapustijo šolanje, starejši, brezposelni, brez strokovne in poklicne izobrazbe, potem recimo zaposleni na manj zahtevnih delovnih mestih, prebivalci podeželja, priseljenci, posebej pa so kot ranljivi izpadli tudi manj izobraženi starši šoloobveznih otrok. Izkazalo se je, da je pismenost pomemben dejavnik družbenega in socialnega položaja odraslih. Se pravi, odrasli, ki so manj pismeni, so dvakrat pogosteje brezposelni, imajo nižje dohodke, se manj izobražujejo, potem v manjšem obsegu izkoriščajo možnosti za učenje na delovnem mestu, so bolj pasivni v življenjskem okolju in tudi pokažejo podatki, pogosteje imajo težave z zdravjem. No, zanimivo je to, da so se po letu 2000 v Sloveniji začele izvajati tudi druge raziskave bralne pismenosti otrok in mladine, recimo PISA in druge. In na nekaterih področjih so te raziskave pokazale rahlo zaostajanje Slovenije pri bralni pismenosti otrok in mladine. In mnogi raziskovalci v Sloveniji so začeli bolj resno jemati rezultate raziskave pismenosti odraslih šele potem, ko so se soočili z rezultati raziskav pismenosti pri otrocih. Na podlagi rezultatov raziskav ste na Andragoškem centru razvili tudi vrsto izobraževalnih programov za zviševanje stopnje pismenosti. Bi nam lahko povedali kaj več o tem in kako so se programi obnesli? Ja, torej kot sem povedala, so rezultati prve mednarodne raziskave pismenosti nedvomno pripomogli, da se je temu področju v Sloveniji posvetila večja pozornost po letu 2000. Torej, začel se je prav živahen razvoj na teh področjih. Naprimer, zelo pomembno je, da je potrebo po zviševanju ravni pismenosti odraslih Slovenija zapisala v nekatere pomembne strateške dokumente, kot je recimo nacionalni program izobraževanja odraslih leta 2004, potem v nacionalno strategijo pismenosti, ki je bila pripravljena leta 2006. Ampak glede na podatke in glede na oceno potreb po izobraževanju pri odraslih, smo na Andragoškem centru Slovenije pripravili vrsto novih programov za razvoj pismenosti, namenjenih in razvitih za točno določene ciljne skupine. Imenujemo jih programi usposabljanja za življenjsko uspešnost oziroma programi UŽU. In tako naj omenim pravzaprav nekaj teh programov in bom rekla, komu so v resnici namenjeni. Ja, prosim. Najprej pripravljena sta dva programa družinske pismenosti za starše predšolskih in šoloobveznih otrok. Programa starše usposabljata najprej za njihovo lastno učenje, pa tudi za pomoč otrokom v šoli oziroma za spodbujanje pismenosti pri predšolskih otrocih. Naslednji je program pismenosti na delovnem mestu, namenjen je zaposlenim na manj zahtevnih delovnih mestih. In to je program, ki se pripravlja tudi v sodelovanju z delodajalci, omogoča pa zaposlenim pridobivanje znanj in sposobnosti za boljše upravljanje dela, tudi za napredovanje na delovnem mestu, pa tudi pomaga pri ohranjanju dela in zaposlitve. Naslednji je program pismenosti na podeželju, ki je namenjen odraslim, po večini brezposelnim prebivalcem podeželja, ki želijo s pomočjo svojih naravnih virov zagotoviti neko dodatno dejavnost in preživetje. Recimo, odvisno pač kaj imajo, zemljo, vinograd, sadovnjak, les, naprimer predelavo sadja, mesa, mleka in podobno. Potem program za odrasle s posebnimi potrebami, ta je namenjen odraslim z različnimi oviranostmi in jih usposablja za bolj kvalitetno življenje in tudi za večjo socialno vključenost. Potem je program pismenosti za odrasle, ki se vračajo v formalno izobraževanje. Ta odraslim pomaga prebroditi primanjkljaje pri učenju, pri predmetnem znanju in sicer za večjo uspešnost pri nadaljnjem izobraževanju. In še zadnji program pismenosti za starejše, ki starejšim pomaga pridobiti znanje in spretnosti za kvalitetno starost, za aktivno vključevanje v družbo in v okolje. Zdaj, programi so se izvajali s sredstvi Evropskega socialnega sklada med leti 2003 in 2013. V programe pa so se, brez izjeme, odrasli vključevali lahko brezplačno. Se pravi, tja okrog 3 do 5 tisoč odraslih. Zdaj govorim pretekliku, ker se je v Sloveniji stara perspektiva črpanja
sredstev Evropskega socialnega sklada končala lani, tako da so programi v nekem smislu v mirovanju in čakajo na boljše čase. Letos se je sicer izvedlo izobraževanje po programih UŽU za nekaj skupin brezposelnih odraslih preko Ministrstva za delo, vendar je obseg izvajanja teh programov v prihodnosti v tem trenutku, to lahko rečem, še negotov. Obenem z navedenimi programi za odrasle so bili razviti tudi novi programi usposabljanja za učitelje za izvajanje teh programov, okoli 500 učiteljev je usposobljenih, vendar, ker se trenutno ne izvajajo programi, so tudi naši učitelji UŽU brez dela oziroma so se preusmerili na druga področja dela v izobraževanju odraslih. Mogoče je treba povedati še to, da smo na Andragoškem centru pripravili priročnike za učitelje za delo v teh programih ter tudi vrsto inovativnih izobraževalnih filmov namenjenih razvoju pismenosti in kompetenc odraslih. Vsa ta gradiva so v bistvu prosto dostopna prek spletne strani Andragoškega centra Slovenije. Zdaj, vprašali ste me tudi, kako so se ti programi obnesli. No, Ministrstvo za izobraževanje je v letih 2009 do 2011 naročilo nacionalno evalvacijo programov pismenosti in programov usposabljanja za učitelje. V evalvacijo so bili vključeni vsi programi in v evalvaciji so sodelovali učitelji, udeleženci programov pismenosti, direktorji izobraževalnih ustanov, načrtovalci politik. In rezultati evalvacije so izjemno ugodni. To pomeni, da iz teh programov praktično ni osipa. Ko se enkrat vključijo, odrasli vztrajajo do konca. Prav tako je bilo dokazano, da programi dajo predvidene učinke za posamezne ciljne skupine odraslih, torej o teh sem govorila prej, ko sem govorila o programih. In tukaj bi rekla, da je ena slovenska posebnost, da smo programe ciljno naravnali na potrebe posameznih ciljnih skupin. En program zajema učenje vseh temeljnih spretnosti in ne le pismenosti ali pa samo matematike, kot je to običajno v drugih državah. Menimo, da smo s tem povečali interes odraslih in tudi njihovo motivacijo za izobraževanje. Saj v resnici se jim zdijo ti programi zelo koristni. In seveda, izobraževalci odraslih vemo, da je v izobraževanje najtežje vključevati prav ranljive skupine odraslih, tudi zaradi tega, ker imajo s poprejšnjim izobraževanjem največkrat slabe izkušnje. Torej, in eden najpomembnejših učinkov izobraževanja, kot je pokazala evalvacija, je ne le izboljšanje spretnosti in pismenosti, temveč večji interes za nadaljne učenje in izobraževanje. To pa se nam zdi pomemben dolgoročni učinek. Se pravi, da smo metaforično povedano odrasle naučili loviti ribe, nismo jim le plačali kosila, tako rekoč. No, v teku je že naslednja mednarodna raziskava o funkcionalni pismenosti. Čisto na kratko, kdaj ste začeli z delom in kdaj boste objavili sveže raziskovalne rezultate? Tako je. Torej, ena stvar pripelje k drugi, kot rečeno. Tako nas je prva raziskava pismenosti nedvomno pripeljala tudi k drugi. Torej, OECD je leta 2008 pripravil metodologijo za novo mednarodno raziskavo pismenosti odraslih, ki je poznana pod imenom PIAAC ali mednarodna raziskava o kompetencah odraslih. K sodelovanju so bile povabljene ne le članice OECD, temveč tudi članice Evropske unije. Ta tudi denarno podpira sodelovanje članic v tej raziskavi. PIAAC se izvaja v več krogih, kakor pač državam uspe zagotoviti denar za izvajanje. In prva skupina držav, spet med njimi je bila tudi Italija, je končala raziskavo PIAAC leta 2013, Slovenija pa se je vključila v projekt januarja lani in sicer v drugo skupino skupaj 9 držav. Torej, raziskavo v Sloveniji denarno podpira Ministrstvo za izobraževanje in Evropski socialni sklad, izvajamo pa jo konzorcij, ki ga sestavljamo Andragoški center Slovenije kot vodilni partner, 3 fakultete Univerze v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Ekonomska fakulteta in Filozofska fakulteta ter Statistični urad Slovenije. Torej, raziskovalna skupina je resnično interdisciplinarno sestavljena in seveda obetamo si zanimive primerjalne analize in študije. Torej, PIAAC je obsežna mednarodna raziskava in terja svoj čas. Letos zbiramo podatke na terenu po vsej Sloveniji. Testirali bomo skupaj 5000 odraslih, starih od 16 do 65 let.
Rezultati raziskave PIAC za Slovenijo in za države drugega kroga bodo znani maja 2016. Objavljeni bojo v mednarodnem poročilu OECD, pa tudi v nacionalnih poročilih in študijah, ki jih načrtujemo na Andragoškem centru Slovenije in tudi na omenjenih fakultetah in bodo tudi dostopni širši javnosti. No, hvala za res izčrpne odgovore in za nadvse zanimive podatke, s katerimi ste nam postregli. Želim vam še veliko raziskovalnih uspehov. Hvala lepa za povabilo v vašo oddajo. No, toliko za danes o funkcionalni pismenosti, o kateri spregovorila tudi magistrica Ester Možina in predstavila izkušnje v Sloveniji. Naslednjič pa se bomo podrobneje zaustavili pri vprašanju funkcionalne pismenosti med Slovenci v Italiji. Nasvidenje čez teden dni.